V petek 10. maja 2013 je v dopoldanskih urah potekal sprejem ekipe Dravinja 2, ki je osvojila 3. mesto na državnem finalnem tekmovanju v ekokvizu 19. aprila v Ljubljani. Zmagala je ekipa osnovne šole Benedikt, drugo mesto pa je osvojila ekipa osnovne šole Šturje iz Ajdovščine. V prostorih občine Slovenske Konjice jih je sprejel župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Tekmovalno ekipo so sestavljali naslednji učenci osnovne šole ob Dravinji: Tajda Kukovič, Aljaž Škof in Zala Skrbinšek. Z učenci so se slavnostnega sprejema udeležili še njihova mentorica Sonja Rak in ravnateljica osnovne šole ob Dravinji Nevenka Brdnik. Danes smo se zbrali, da se malo pogovorimo o uspehu, ki so ga trije osnovnošolci na čelu z mentorico osnovnošolci osnovne šole ob Dravinji dosegli na državnem prvenstvu v tekmovanju osnovnih šol na temo ekologije. In izmed več kot 1400 ekip je ta ekipa dosegla 3. mesto, kar je seveda izjemen uspeh. In jaz bi ob tej priložnosti čestital vsem trem, pa tudi mentorici in gospe ravnateljici, kajti veseli me, da imamo v naši sredini tako prizadevne mlade, ki se radi pogovarjajo o tako pomembni temi, kot je ekologija. In mi smo prej v uvodnem razgovoru ugotavljali, da je malo krajev, kot so Konjice ali pa kar celotna Slovenija, kjer še lahko pijejo vodo iz vodovoda. In če želimo ohraniti takšno okolje tudi v bodoče, potem je vsekakor ekologija ena od tistih prioritetnih nalog, ki moramo vsi skupaj, ne samo občinska uprava, ampak kar vsi prebivalci se posebej posvetiti, da se bomo lahko tudi v bodoče hvalili s tem, kar danes imamo tukaj. Na vrču piše: pijemo naravno vodo, in to je naš ponos. In jaz lahko povem, da ko prihajajo posamezne delegacije tudi iz drugih krajev Evrope, enkrat sem celo doživel, da so s fotoaparatom, kar s telefonom posebej pofotografirali tale vrč in se čudili in nam pravzaprav tudi zavidali. Torej še enkrat iskrene čestitke in želja, da v tem duhu, z temi uspehi nadaljujete svoje šolanje in pa seveda tudi vse dobro v nadaljnjem življenju. Bom pa z zanimanjem prisluhnil, kako ste se pravzaprav pripravljali in kako ste doživljali same priprave in pa tudi samo tekmovanje. In verjamem, da so vtisi še prav sveži, približno mesec dni je od tega, kar je malo manj celo, kar ste imeli to tekmovanje. Ampak celotne priprave pa verjamem, da so trajale kar precej dolgo časa. Ja, začeli smo se pripravljati že zelo zgodaj. Sigurno smo se vsaj 1 mesec pripravljali. Jaz sem imel temo zdravje in sem se pripravljal vsak dan zjutraj od 7 pa potem do 8. Od pol 8 pa smo delali še skupaj nalogo, ki smo jo morali opraviti. To je, se pravi, pred poukom že praktično. Ja, dosti so pa doma sami delali. Dosti pa sami, ja, seveda. Dejansko so 5. razred, 6. pa 8. Taka 3 različne razrede dobiti skupaj kar težko, Vsi imajo svoje aktivnosti, tako da je bilo kar težko, Ja, jaz sem imela temo energija. Nekajkrat sem mogla iti tudi do kakšnih zavodov in malo raziskati, na primer, koliko energije kaj porabi. Pripravljala sem se kar veliko časa na dan. Kaj naj rečem? Drugače pa tako, kot je rekel Aljaž, zjutraj smo se dobili in še pripravljali, potem pa vsak posamezno doma. Pripravljajo na spletni strani, ko napišeš ekokviz, pa je tam bila literatura, drugače pa sem zjutraj hodila, pa smo se skupaj pripravljali. Super. Bi še mentorici dali besedo? Seveda gre tudi malo bolj glasno, pa bo šlo, se mi treba.
Ja, mi smo se za ta ekokviz odločili res v zadnjem trenutku. Najprej nismo imeli namena sodelovati, potem je bilo pa zadnjo povabilo, pa se z gospo Simono pogovarjava, kaj če bi pa kljub temu jih prijavili, ne? In za tole tekmovanje šolsko so imeli časa samo en teden, ne? In potem je tekmovanje potekalo preko spleta in nam je uspelo dejansko v 2 minutah. Ne, 5. Ne, na šolskih tekmovanjih. 2 minuti 41 sekund smo odgovorili na 29 vprašanj prek spleta. S tem, da so bile pač tu še odločene druge šole, ne, in potem so neki zbor naredili, ker je prišlo do nekih nepravilnosti in potem so prišli mi dalje, ne. Tako da smo dejansko bili v celotni regiji prvi in tudi v celotni regiji že v začetku v Sloveniji, ne. Ker tu se gre po času in po točkah, ne. In zdaj, če imajo šole enako število točk, se čas upošteva, ne. Tako da potem nam je uspelo priti na državno, s tem, da smo potem tudi mi naredili še eko izziv nalogo, kjer pač smo zelo veliko časa porabili s tem, da nas je ravno ta naloga rešila, no, bom rekla. Tudi na državnem ekokviz, ko je bil, smo bili prav tako, 5. mesto smo imeli, od tega smo si delili 3. mesto še z 2 šolama, ampak je ta eko naloga potem nam omogočila dejansko finale. In potem smo v finalu prišli z 1 točko, kot 3. uvrščeni, drugovrščeni so dobili 2 točki, prvo pa 3 in potem že kljub temu, če bi na vsa prav odgovoril, težko prideš, ne, zdaj že nekako, če si 3., težko od 2. do 1. mesta. Razen, če bi oni narobe odgovorili vse, ne, to pa je malo. Ampak moram tudi povedati, ta ekipa je bila res najmlajša ekipa, ker so vse ostale ekipe tvorili učenci 8. ali pa 7. razredov, ne, ker recimo imel 5. razred, ne, jaz sem letos ponudila tudi 5. razredom in so z veseljem zagrabili. Zato pa moram tudi reči, da pohvalno, no, da so se res fajn odzvali. Velikanski uspeh je, če si že v finalu. Ja, to tudi, ja. In tudi ni v bistvu zdaj katero mesto, v bistvu je to, da se začeli razmišljati o tem, o ekologiji nasploh, ne, o več vejah, da ekologija ni samo to, ni samo voda, ni samo marsikaj še je, ki na koncu se pokaže kot vpliv na našo kvaliteto življenja. No, če smo že pri ekologiji, verjetno ste opazili, da zdaj po ne vem kolikih letih smo uspeli zagotoviti sredstva, da bomo od letošnjega septembra naprej bo ta voda, umazana voda, ki odteče iz vseh naših domov, iz šol, iz različnih ustanov, iz tovarn, direktno v Dravinjo, da bo tekla bolj čista iz našega konca naprej, kajti ta centralna čistilna naprava za odpadno vodo bo pričela delovati septembra, upamo, da bo vse po sreči poskusno, potem pa redno obratovanje pa naslednje leto in jaz sem tega izjemno vesel, da smo le uspeli se pričeti obnašati malo bolj odgovorno. Ja, jaz bom rekla takole, ne, da smo zelo ponosni na vas, na Aljaža, na Zalo in Tajdo in da tisti dopoldan, ki smo ga preživeli na osnovni šoli Martina Krpana z avtobusom navijačev, smo jih namreč spodbujali in spremljali, da sta nam priredili res tak čudovit dopoldan, ne, in da ko se sliši ime osnovne šole ob Dravinji, da smo vsi tam bili zelo ponosni in smo bili tudi zelo glasni navijači. Moram tudi to reči, da je voditelj Gašper Tič je prireditev povezoval, da je na koncu res odkrito priznal in pač dejal, da kljub temu, da so bile 3 ekipe, da pa mora priznati, da so pa naši imeli najtežja vprašanja. In res ste jih imeli in ni bil čisto nič pristranski. Mi smo strašno stiskali pesti in nad uspehom izjemno bili zadovoljni. Rekla bom takole, ne, da zelo smo veseli, da nasplošno vsem učencem naše šole uspeva ta ekološka ozaveščenost, da se mi trudimo tudi z okolico šole, da gospa Sonja je čudovita mentorica ekošole in da tudi šola je bolj čista, da sproti se trudimo, da pobiramo smeti in predvsem, da ni več tistega, da bom pa stvari odvrgel kar na tla, ne? Da tu je tista glavna vrednost. Veseli smo,
da vam je kviz tudi pomenil vam neki izziv in da ste na ta način pridobili. To so pa tista trajna znanja, ki se vam usedajo, pa vas bodo tudi kasneje v življenju vodili. Da ne omenim nagrade, ki ste jo priborili šoli, s katero bomo pa lahko uredili tudi vsaj 2 gredici šolskega vrta, ki si ga tako želimo. Tako da vsem trem in gospe Sonji še enkrat hvala. Ja? Hvala tudi za to ureditev, ki ste jo doprinesli, prispevali. Vaš prispevek je kar precejšen. V bistvu boste s temi 1000 evri lahko marsikaj uredili. No, mi smo bolj na simbolni ravni. Sem rekel, da se boste spominjali tega tekmovanja in tudi današnjega dne. Smo tamle pripravili knjigice tudi na to temo naše čudovite Slovenije. Na ekokvizu sodelujejo učenci iz 6., 7. in 8. razredov slovenskih osnovnih šol, ki so vključene v mrežo ekošol. Letošnje vprašanja so bila vezana na teme zdravje in dobro počutje, trajnostna mobilnost in energija. V finale so se uvrstile 3 ekipe, ki so v polfinalnem delu dosegle največ točk. Tekmovanje je potekalo v živo na odru pred navijači, kjer so ekipe izmenično odgovarjale na vprašanja odprtega tipa. Na eko izzivu pa so osnovnošolci pokazali svoje ideje in domišljijo pri zmanjšanju energijske porabe gospodinjstev na področju telekomunikacijskih naprav in naprav za zabavo. Drugi del eko izziva je bil vezan na predloge ekip, kam z odsluženimi telefonskimi aparati in napravami za komunikacijo in zabavo. Eko izzivi so tudi letos postregli s kar nekaj izjemnimi in uporabnimi idejami in predlogi.